Koraki do uspeha. En lep pozdrav iz Noe Cafe in Wine Bara v Šempetru. Z vami sem prvič na Radiu Robin danes Marjana Simčič-Humar, sicer sodelavka Primorskega tehnološkega parka. Odslej se bomo slišali vsak ponedeljek v oddaji Koraki do uspeha, kjer bomo gostili uspešne podjetnike iz Goriške regije in se z njimi pogovarjali o tem, kako so prišli do vrhunskih rezultatov, kaj se lahko naučimo iz lastnih napak in kakšen je položaj podjetništva v Sloveniji in še o marsičem. V prvi oddaji je z nami Goran Miškolin, večinski lastnik in direktor podjetja Spintek, ki je že nekaj let častni pokrovitelj oddaje Koraki do uspeha. Goran, pozdravljeni. Dobro jutro. No, takole prijetno je tule poklepetati ob pijači v vašem Noe Cafe in Wine Baru, odkoder oddajamo v živo in kjer se nahaja tudi podjetje Spintek. Podjetniki ste običajno zelo zasedeni ljudje. Si upate vzeti čas za kavo in klepet tako pogosto, kot bi želeli? Načeloma ja. Smo res zasedeni, ampak ni prav gledati, bom rekel, skozi take oči. Podjetništvo je način življenja. Težko zakleneš pisarno in pustiš vse skrbi v pisarni, nosiš sabo tudi na kavo, tako da kava pa je en tak lep sestavni del podjetništva tudi. No in takole priročno je še, da je v isti stavbi tale lep lokal. Vsekakor smo hvaležni, da ste si vzeli čas za tale pogovor. In kar pa preidiva v bistvu k vaši dejavnosti. V podjetju Spintek razvijate, proizvajate in tržite elektronske igre, ki se sicer izvajajo na igralnih mizah, Electronic Table Games. Družba se uvršča med najuspešnejša podjetja v svetu v svojem segmentu. Goran, so bili tudi začetki te zgodbe o uspehu tako spodbudni? Jaz sem jih vedno videl optimistično, tudi na samem začetku, in sem bil trdno prepričan v uspeh te zgodbe. Vrsta problemov, skozi katere sem pa mogel iti ali pa smo mogli iti naša ekipa, so bili na začetku pa bistveno težji in z veliko večjim tveganjem kot ti, ki jih premagujemo danes. Na začetku vam je tudi prav vaša ekipa dala eno roko, da ste premostili določene težave, ne? Ja, jaz bi se še drugače izrazil. V bistvu sem jaz dal eno roko moji ekipi, oni so bili glavni. To je bila ekipa 6 inženirjev, ki se je znašla na trgu delovne sile, bom rekel, po stečaju ene od firm, in so bili zelo kompatibilni med sabo, tako po karakterju kot ljudje, kot tudi po znanju, in to se mi je zdela ena ta kapital, ki so ga oni nosili v svojih glavah, se mi je zdela ena taka izredna podjetniška priložnost, ki sem jo s pridom izkoristil. Ste pa tudi prav v začetnih letih imeli, oziroma v začetnih mesecih imeli kakšno težavo z bankami, kot sem slišala v kakšnih intervjujih, ki ste jih v zadnjem času pač dali, ste izjavili, da so potem prav vaši zaposleni tudi se odrekli plači, ne, nekaj mesecev, da ste premostili začetne težave? Torej, na začetku banke niso želele sodelovati, ker smo bili mlada firma brez, bom rekel, brez referenc, sicer z podpisanimi pogodbami, ampak to bankam ni bilo dovolj, zahtevali so razne garancije, tako da smo se prebijali predvsem v dogovoru z našimi dobavitelji, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Nekaj ste me še vprašali? Ja, to, kako so pač zaposleni vam pomagali. Ja. Torej, čisto na začetku, ko sem prevzel firmo, se nisem kapitalsko počutil dovolj močnega, da bi peljal, nisem imel dovolj financ, tako da sem sklenil dogovor, en tak gentlemanski agreement z mojimi osnovnimi sodelavci, osnovno ekipo, da sem jih prosil, če so pripravljeni biti 6 mesecev brez plač. Vkolikor bi do tega prišlo in če so to pripravljeni, čez 3 leta, če dosežemo določene uspehe, dobijo vsak po 6% vrednosti firme. Oni so to sprejeli, na koncu se je pa izkazalo, da niso bili niti en mesec brez plač, da se je lepo iztekla zgodba, ampak mi je veliko pomenila ta možnost, da se na to oprem.
Vsekakor ste gradili na zaupanju že od prvega trenutka in se je to tudi obrestovalo. Po minutkah z glasbo nadaljujemo z Goranom Miškulinom na Radio Robin. Koraki do uspeha. Pozdravljeni na Radio Robin, oddajamo v živo iz Noe Cafe in Wine Bara v Šempetru. Z vami Marjana Simčič-Humar iz Primorskega tehnološkega parka v oddaji Koraki do uspeha. Z mano pa gost Goran Miškulin, večinski lastnik in direktor podjetja Spintek, ki razvija in trži elektronske igre na igralnih mizah. Goran, vaše podjetje je izrazito izvozno usmerjeno. Kje vse ste prisotni? No, lahko se pohvalimo, da smo prisotni v bistvu na vseh 6 kontinentih, sicer z različno intenzivnostjo. Tam, kjer se trenutno najbolj trudimo, je Avstralija, kjer že več kot 1 leto delamo na pridobitvi tehnoloških certifikatov in v letošnjem letu začnemo s prodajo. No, mnogi izvozniki si pritožujejo nad tem, da je Slovenija kot država neprepoznavna in jim to predstavlja težavo pri trženju slovenskih izdelkov v tujini. Je tudi pri vas tako? Ne bi mogel reči, pri nas je mogoče celo obratno. Slovenija je zelo spoštovana, namreč naš glavni produkt je elektronska ruleta, ki je nekakšen slovenski izum. In če piše na produktu Made in Slovenija, je to v našem primeru prednost. No, zanimivo, kar spodbudno, da se v kakšni panogi tako pojavlja. Nam pa lahko pojasnite, kako se sploh odločite za nek tuj trg in kako pričnete z delom na njem? V naši branži je pomembno spremljati zakonodaje v posameznih državah, ker ponekod je recimo igralništvo prepovedano, ponekod so razne omejitve in ko zaznamo trg, ki je najprej zakonodajno primeren, potem pa še v smislu potreb na trgu zanimiv, v smislu potencijala, začnemo iskati prve kontakte, navadno preko sejmov in se poskušamo čim prej povezati z distributerjem, ki nam potem organizira lokalni posel v tisti državi. No, brala sem, da ste v Makau prva izbira v igralništvu. Kako ste prišli do tega trga? Ja, naša firma je relativno mlada. Leta 2010 smo ustanovljeni in ko smo se odločili leta 2012 nekje, kje bi naredili en resnejši korak tako v svetovnem merilu. Takrat smo pregledovali tako Las Vegas kot Makau, to sta 2 glavni prestolnici. Malo kdo ve, da je Makau po prihodkih 2-krat močnejši od Las Vegasa, več kot 30 milijard prometa. In glede na to, da Las Vegas je bil bistveno dražji za vstop in že precej zaseden s konkurenti, smo se potem mi odločili za Azijo in v Aziji najlažje prodreš, če se najprej pojaviš v Makau in tam postaviš dobro referenco. No, pred kratkim pa ste se vrnili tudi iz sejma ICE v Londonu in v bistvu so sejmi prav tudi vaše glavno orodje, marketinško orodje pri naslavljanju kupcev v tujini. Drži, udeležujemo se sejmov na vseh kontinentih, tudi večkrat, tako cirka 10-12 sejmov na leto. Londonski sejem je glavni evropski sejem, kjer se vsak želi predstaviti predvsem z novo tehnologijo, z novimi produkti in tudi mi smo letos predstavili našo novo linijo produktov, ki jo bomo delali za enega igralniškega giganta Merkur oziroma Gaussermann Group, to je ena nemška družba. To je recimo en tak naš dosežek lanskega leta. Poslušate oddajo Koraki do uspeha z gostom Goranom Miškulinom in po glasbenem premoru nadaljujemo s pogovorom o prelomnih podjetniških korakih in kot ste omenili tudi uspehih. Koraki do uspeha. V oddaji Koraki do uspeha se danes pogovarjamo z Goranom Miškulinom iz podjetja Spintek. Ostala sva pri sejmih kot marketinškem orodju podjetja pri odpiranju novih poslovnih priložnosti, nadaljujeva pa z uspehi letošnjega leta. Že prej smo nakazali, da je ekipa Spinteka se pred kratkim vrnila iz sejma v Londonu. Tam ste premierno predstavili novo produktno linijo, ki ste jo razvili za strateškega partnerja Gaussermann Group. To je
nemško družinsko podjetje, ki s 3 milijardami letnih prihodkov velja za velikega igralca na svetovnem igralniškem trgu. Prelomen korak za Spintek, kaj ne? Ja, precej prelomen. Bom rekel, se igrati v peskovniku s takim velikanom lahko pripelje do res lepega uspeha, na čemer delamo, in v tem smislu so tudi sestavljene pogodbe. Lahko pa tudi kakšna napaka tako stane veliko. Pa so vas oni našli, vi njih? Ja, proces je potekal tako, da družba znotraj Gauselmann Group razvijajo igralne avtomate in želeli so razviti tudi elektronske rulete. Tudi naredili so par poskusov, ampak so bili v temu neuspešni, in potem so se odločili, da bojo raje ponudili partnerstvo in tehnološko sodelovanje eni firmi, ki to že obvlada. In tako so prišli oni do nas in potem smo se spogajali. No, najbrž je tudi ta korak botroval k še enemu uspehu letošnjega leta. In smo šele marca, kaj pa šele bo. Vaša prizadevanja je zaznal podjetniški informacijski sistem Bisnode, ki vam je v začetku leta podelil plaketo 3-kratni zlati A, ki označuje poslovno odličnost. Bi za poslušalce Radia Robin obrazložili, zakaj gre in kaj ta oznaka pomeni za vaše podjetje? Torej, Bisnode, slovenska bonitetna hiša, ki podeljuje certifikate vsako leto. Če 3 leta zapored dosežeš najvišjo stopnjo, to je trojni A, potem dobiš zlati, bom rekel, certifikat trojnega A. Takih podjetij v Sloveniji je nekje med 4-5%, tam nekje. In recimo, da so po svojih finančnih uspehih, predvsem ekonomskih, po svojih bilancah najuspešnejša podjetja v Sloveniji. Čestitamo. Ali so ta podjetja v Sloveniji med sabo tudi povezana, se na nek način družite, izmenjujete izkušnje? Ne, v smislu tega certifikata ne, obstaja pa v Sloveniji Slovenia Business Club, torej klub slovenskih podjetnikov, ki združuje, ima določene kriterije in združuje nadpovprečna uspešna podjetja, trenutno jih je 160. Ta iniciativa pa želi komunicirati tako z javnostjo kot z vlado in parlamentom in ozaveščati ljudi o podjetništvu v Sloveniji in se truditi pokazati slabosti in načine, kako bi to izboljšali. No, dragi poslušalci, ostanite z nami tudi po glasbenem premoru, ko izveste med drugim tudi to, zakaj ima alpsko smučanje v podjetju Spintek prav posebno mesto. Koraki do uspeha. Oddajo Koraki do uspeha poslušate na Radio Robin z gostom Goranom Miškulinom. In v preteklih minutah smo slišali, kako ste v Spinteku postali strateški partner enega izmed gigantov na svetovnem igralniškem trgu. Goran, kaj pa partnerstvo z domačim okoljem? Je družbena odgovornost tudi komponenta uspeha? Ja, gotovo. Recimo, če povem primer, družba Gauselmann Group je ravno tako zelo družbeno odgovorna družba v svojem lokalnem okolju. Oni izhajajo iz enega manjšega mesta v severu Nemčije. In ko smo mi predstavili našo zgodbo in naš pogled na družbeno odgovornost, moram reči, da to ni bil nepomemben del pogajanj. In kakšen je ta vaš pogled na družbeno odgovornost? Torej, jaz menim, da družbe, ki zaslužijo dovolj kapitala, da lahko normalno poslujejo in da jim tudi zraven tega še nekaj ostane, da je nujno, da vlagajo v okolje. Seveda, potem, kot tako rečem, se usuje plaz prošenj in vsi bi radi, da jim pomagaš, vsem se ne da. Tako da mi smo se odločili, da držimo hrbtenico, če tako rečem, smučarskemu klubu Gorica in Ani Bucih v svetovnem pokalu in zelo skrbimo, bom rekel, da ta klub kvalitetno deluje in da se približno 50 otrok vzgaja skozi klub. Kako pa sicer izbirate projekte, ki jih sponzorsko podprete? No, kakor sem rekel, odločiti se je treba za nekoga. Jaz osebno
tja, kamor dam sponzorska sredstva, sem tudi osebno rad zraven, zato da se prepričam, da se ta sredstva res kvalitetno porabijo, učinkovito. Ni mi všeč, da bi samo nakazal nekam sredstva in potem pustil, da se zgodi karkoli. Torej, aktiven sponzorski pristop. Kaj pa, kakšne so vaše izkušnje pri projektu Leknes, ki ga vodijo mladi Renče Vogrsko, ste tudi tam bili zraven osebno? Ja, recimo, da to je drugi pomemben projekt. V smučarskem klubu sem že od nekdaj zraven, zdaj pa, ko se tudi sami selimo iz Šempetra v Volčjo Drago, v zadnjih 2-3 letih, ko sem se začel ukvarjati s tem projektom, sem naletel na skupino izredno uspešnih in kvalitetno razmišljajočih mladi Renče Vogrsko, ki so dobesedno iz enega smetišča ob jezeru, ki so mu nadeli ime Leknes, naredili eno lepo zgodbo, lokalno zgodbo, ki zdaj že je zrasla v Leknes festival, ki je postala že skoraj, bom rekel, mednarodna zgodba. Nazadnje so, mislim, da 5000 ljudi pritegnili na festival in to je ena skupina ljudi, ki jih tudi z veseljem podpiram, ker vidim, da vse, kar dam, pade zelo na plodna tla. No, kvalitetno in dinamično razmišljujoči mladi so tudi v Primorskem tehnološkem parku. S Primorskim tehnološkim parkom sodelujete tudi kot mentor. Ja, tu sem kot mentor, tu gre pa predvsem za znanje, ne toliko, bom rekel, za povezovanje v finančnem smislu. Torej, mislim, da imamo obe strani koristi od tega. Jaz kot mentor, ko svojimi izkušnjami pomagam, sem pa tudi sam rad v kontaktu z vedno novimi znanji in z novimi pristopi, tako da rad, bom rekel, se družim z ljudmi, ki so aktivni v tehnološkem parku in ki me marsičem tudi podučijo. In ko smo že pri mladih, v prihodnjih minutah izveste zgodbo o tem, kako je nek mlad učitelj postal uspešen podjetnik. Koraki do uspeha. V korakih do uspeha danes z nami je Goran Miškolin iz podjetja Spintek, s katerim sva se pred kratkim pogovarjala o pomenu družbene odgovornosti in položaja podjetništva pri nas. Sedaj pa pokukajmo v vašo osebno podjetniško zgodovino. Danes ste večinski lastnik in direktor podjetja, ki trži elektronske igre na srečo po vsem svetu. Vaša karijera pa se je začela na čisto drugem koncu. Bili ste učitelj fizike in kdaj ste začutili, da je podjetništvo prava pot za vas? No, takrat bi še težko rekel, da je to bila ravno karijera, ampak to je bilo priložnostno delo v času študija v Ljubljani. Sem pa to delo z velikim veseljem počel, namreč mislim, da sem po duši učitelj, rad učim smučanje, plavanje, potapljanje, fiziko, podjetništvo, karkoli pač znam, rad delim. Samo podjetništvo, torej imel sem to srečo, da sem se zaposlil na Hitu, ki je velika družba v smislu, da sem lahko spoznal vse poslovne funkcije, tako da sem lahko o podjetništvu zelo zgodaj celovito razmišljal in Hit je bil takrat v taki fazi tudi, da je ponujal izobraževanje, za kar sem zelo hvaležen tej družbi, namreč ni bilo nobenih ovir, da sem kamorkoli šel na izobraževanje in poleg moje osnovne izobrazbe, namreč sem elektroinženir, sem dobil še te podjetniška znanja in takrat me je to zelo začelo zanimati. Najprej sem probal to znotraj Hita nekaj narediti, potem sem pa videl, da le mogoče ta okvir ene državne službe ni najbolj primeren za take zgodbe in potem sem šel v lastne zgodbe. In lastne zgodbe, ki se pišejo z zlatimi črkami, kot smo prej slišali. Delate v branži, v igralništvu, kjer je tveganje del igre, da tako rečem, tudi sami radi tvegate ali so vaše odločitve bolj naravnane k varnosti? V podjetništvu, torej to je pomemben element v podjetništvu, znati oceniti tveganje. Torej, nihče ne rad precej tvega, napaka se zgodi, da napačno oceni tveganje, ki se bo zgodilo v bodoče in tu pač je potrebno narediti domačo nalogo. Dober podjetnik, ko začuti, ponovadi to začuti na enem takem z emotivnim delom, da je nek posel primeren,
potem ga mora zelo dobro zanalizirati in tam zelo dobro znati oceniti, kolikšno je tveganje, koliko bo stalo to tveganje, če se uresniči in ali si sposoben to pokriti. Torej, kombinacija obojega, intuicije in nekako racionalnosti. Kaj pa tveganje pri ljudeh? V poslu je zelo pomembno, komu zaupati, tako pri izbiri sodelavcev kot pri poslovnih partnerjih. Imate pri tem kakšno posebno strategijo? No, to sem nedolgo označil kot mogoče mojo slabost, da prehitro zaupam. Namreč res je, da se z neko intuicijo spustim v zaupanje z poslovnimi partnerji in recimo, da 90% zadenem, vedno se pa najdejo nekateri, ki, bom rekel, malo to izkoristijo in se potem zgodbe malo slabo končajo. Ostanite blizu tudi po minutkah za glasbo, ko bomo gosta povprašali tudi o načrtih za prihodnost. Koraki do uspeha. Ponedeljkovo dopoldne se počasi izteka, poslušate oddajo Koraki do uspeha, kjer z Goranom Miškulinom odpirava zanimive teme. Pravzaprav se bova zdaj pogovarjala o načrtih za prihodnost. Med drugim se letos selite in selitev velja že v osebnem življenju za stresno stvar. Je tako tudi za podjetje s 50 zaposlenimi? Ja, ima to tak pozitiven stres, ko mi čakamo, da gremo v nove objekte, ki bojo 3-krat večji od sedanjih kapacitet. Tu že malo stopamo en drugmu na prste in je malček stresa, ampak takega prijetnega stresa. Kdaj in kam se pa selite? Selimo se v Volčjo Drago, reče se na jezeru, tam ob preomenjenem festivalu Leknes. Ocenjujem, da nekje v zadnji tretjini tega leta. Naložba v nove prostore je vredna 3,5 milijona evrov. Kaj vam bo ta sprememba prinesla? No, firma bo ob selitvi štela 9 let, tako da po 9 letih smo si zaželeli, če seveda je bil cilj, če bomo sposobni in smo se zidati lastno nepremičnino, do zdaj smo bili v najemu. To je en pogled, da ne trošimo denar za najemnine, drugi pa, da gremo v večje prostore. Tam bomo imeli 4000 kvadratov poslovnih prostorov, večinoma proizvodnja in skladišče. Predvsem s kapacitetami proizvodnje tu imamo malo težave trenutno in z prostori potrebnimi za razvoj. V pogovoru izven etra ste prej omenili, da se tam na Vogrskem kar gnezdijo neki zanimivi projekti okrog jezera. Nam lahko kaj več razkrijete? Ja, ta iniciativa, ki so jo, bom rekel, Mladi Renče Vogrsko skreirali, se nadaljuje in okrog tega jezera nastaja ena zelo lepo področje za razvoj raznoraznih idej. Lahko rečem, tako prejšnji župan kot še posebej sedanji župan podpirajo ta razvoj in tečejo pogovori, kdo vse bi se rad vključil. Trenutno so se aktivirali ribiči, ki bi, bom rekel, to jezero radi na nek način izrabljali oziroma malo za zabavo, malo za šport. Potem mladi imajo veliko idej, kako poleg festivala tudi druge stvari aktivirati. Mi bomo tudi nekaj prispevali, namreč iz tega bara bo nastala restauracija, ki bo na jezeru, tako da jaz upam, da se bodo vse te iniciative tudi resnično zgodile. Obstaja tudi možnost selitve kazinoja iz Volčje Drage ob jezeru, ki bi potem nastal tudi hotel in še dodatna restauracija. Če se bo vse zgodilo, bo zelo prijetno okolje. No, ne dvomimo v to. Vas pa takoj za konec še vprašam, ali verjamete v srečo? Vsak je svoje sreče kovač in to kovanje je včasih malo zahtevno, tako da bom rekel, ja, verjamem, se zavedam, da za srečo moraš veliko sam narediti. No, na Radiu Robim vam vsekakor želimo veliko sreče pri doseganju vaših ciljev v prihodnje. Zahvaljujemo se vam za pogovor. Poslušali ste oddajo Koraki do uspeha. Z vami sva bila gost Goran Miškulin iz podjetja Spintek in Marjana Simčič-Humar iz Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi. Želimo vam lep in uspešen podjeten delovni teden. Slišimo
Slišimo pa se prihodnji ponedeljek ob 11. v živo iz Noe Cafe Bara, ko se bomo pogovarjali s startupi iz Primorskega tehnološkega parka. Vabljeni k poslušanju. No, bi še jaz dodal samo za konec, da bi se zahvalil ekipi, ki to oddajo kreira in bom rekel oddaja. Namreč mislim, da je en zelo lep prispevek lokalnemu okolju o širitvi, da podjetništvo ni noben bav, da je veliko dobrih idej, uspešnih, ki so se že zgodile v našem okolju in so lahko vzor mladim podjetnikom, da razvijajo svoje ideje. Iskrena hvala tudi vam za vaš prispevek. Hvala. Koraki do uspeha.